bi bilo najbolj enostavno tudi nam, da se ne ukvarjamo z reformami. Tako, kot se niso ukvarjale prejšnje vlade. Vsi so se reformami izogibali. Sami smo se odločili, da ker imamo trdno koalicijo in ker imamo še 3 leta do konca mandata, da ugriznemo v te reforme. Zakaj smo začeli s časovnico? Začeli smo s časovnico, da vidimo, kako lahko hitro to izvajamo. Smo se pa tudi nekaj naučili v zadnjih 3 mesecih. Naučili smo se to, da je bolje in da je bolje, da komuniciramo stvari na drugačen način. Ker smo bili pri komunikaciji, zakaj se reform sploh lotevamo, precej neuspešni in bomo morali to spremeniti. Bom pojasnil. Če je reforma zdravstva vsem jasna, zakaj jo rabimo. Rabimo jo zato, ker je zdravstveni sistem v preteklosti počasi razpadel, potem pa zaradi pandemije se je ta proces pospešil in danes, če ne bomo res radikalno ukrepali, bo res javni zdravstveni sistem kolapsiral. Ne samo zaradi pomanjkanja zdravnikov, tudi zaradi vse sistemske korupcije, ki smo ji priča v njemu in moramo radikalno poseči. Napovedali smo časovnico in ukrepi so zdaj na mizi, jih še čistimo med različnimi svetovalnimi skupinami, med strateškim svetom pa med ministrstvom. Govorimo o vprašanju tega tedna. V tem tednu verjamem, da bomo prišli do končnih rešitev na prvem delu reform, potem gremo s tem naprej. Ste pa odprli veliko, ne? Ne, to je zdravstvena, ta je zdravstvena. Zdaj pa prijemo do točke, kjer smo pa napovedali preučitev še vseh ostalih reform. In ja, čisto možno, da smo pri ostalih reformah šli en korak predaleč z vidika, kaj je tisto, kar ljudje razumejo, da se tega lotevamo in kaj je tisto, kar mogoče nismo ni dovolj jasni. In bom zdaj zelo jasno povedal. Reform se ne lotevamo zaradi nas, reforme imajo en sam cilj, da bojo na koncu ljudje živeli bolje. Mi na vladi moramo vedeti, zakaj smo tu. Mi nismo tu zaradi svojih lastnih interesov ali ciljev. Mi smo tu zato, da olajšamo ljudem, ki so nas izvolili in ki nas tudi plačujejo, življenje.